Brata Klemen in pa Jure Bečan prihajata iz Tržiča. Športnim plezanjem se zavzeto, predvsem pa z navdušenjem, ukvarjata že od svojega otroštva. Tako ni nič čudnega, da Klemen danes velja za enega najboljših športnih plezalcev pri nas, Jure pa kljub svoji mladosti dosega zelo lepe rezultate tudi na članskih tekmah. Kako se je pravzaprav začela tvoja plezalna pot? Ja, sem naredil steno v Tržič, sem jaz prej še smučal, pa bratranca enkrat rekel, da pridem prej probat plezat in to je bilo to. Pač enkrat sem prišel smučat, nisem šel nikoli več, sem pa samo še plezal. Pri katerih letih to? 7, 8, tam nek. Kakšni so v tem spomini mogoče na tekmovanja v teh mlajših kategorijah, ko si bil še mlajši? Ja, so zelo lepi. Zmeraj smo se imeli dobro, veliko smo plezali, skali, na umetnih stenah skupaj, tekmovali smo skupaj skozi. Smo se v bistvu zabavali skozi čez cel cajt. Kakšna je pa razlika med tvojim dojemanjem tega športa takrat, ko si bil mlajši in pa danes mogoče? Takrat sem bil majhen, sem rad plezal, danes rad plezam. Čeprav zdaj bolj tako gledam, kako se postavljam, da bolj uživam po mojem. Takrat sem bil sam dobro, da sem to počel. Zdaj mi pa dobro tudi vse, s potovanjem pa z vsem tem, kar zraven paše. Na katere dosežke v športnem plezanju si pa najbolj ponosen? Tako v tekmovalnem, kot tudi pri plezanju na ravnih stenah? Kot prvo to, da že toliko časa plezam, pa še kar uživam tako, kar sem na začetku. Pa rezultatov na tekmah je, ko sem bil svetovni mladinski prvak, pa parkrat sem bil v finalu na težavnosti, letos bom še pri boulderjih. Pa lansko finale v Kranju mi je tudi dosti pomenil, sem se zelo dobro počutil. Kaj pa na ravnih stenah? Na ravnih stenah pa smeri na pogled, sem jih preplezal 3-8B pluse, okoli 20-8B'jev in pa tudi tiste 8C pluse, tudi na tiste je bilo dobro. Kako si pa razlagaš dejstvo, da imate Tržičani, vsaj v tekmovalnem športnem plezanju, praktično pri nas že kar nekaj let primat? Tako smo dosti skupaj trenirali, skupaj smo začeli in smo spodbujali en drugega, pa skupaj smo napredovali, skupaj smo hodili plezati v eno skalo, povsod. In smo se v bistvu en drugemu smo pomagali, izpolnjevali, vsak se od enega nekaj naučil in pa je tako pač do tega prišlo. Kdo ste ti plezalci? Lahko našteješ mogoče? Ja, lahko Sova, Valavc, Tamal pa jaz. Večkrat sem po tvojih gestah, pa tudi smehu med samim plezanjem in to med tekmo opazil, da si v bistvu zelo sproščen med samo tekmo, saj deluje zelo sproščeno. Kaj takrat razmišljaš? Čisto odvisen kakšna je tekma. Ponovadi probam biti čim bolj sproščen, čim bolj razmišljati, ne vem o čem. Včasih tudi pojem zraven, karkoli. Poslušam, kaj se dol v dvorani dogaja, včasih se pa čisto koncentriram na smer. Čisto odvisen od tem, kako mi paše, kaj mi takrat po glavu hodi. Ankoli pa ne vem pred tekmo, kaj bom razmišljal sred smeri. Kako se razlikuje tvoj pristop do tekem na eni strani v balvanskem plezanju, na drugi strani pa v težavnosti? V bistvu se sploh ne. V obeh hočem biti dober in treniram tudi dosti podobno, kar sem prej. Nisem kaj posebej spremenil treningov. Pač plezaš po najboljših močeh, kakor lahko in to je to. Zelo veliko pa plezaš tudi v naravnih stenah. Kakšen tip smeri ti je najbolj všeč, ti leži? Najbolj mi ležijo dolge smeri, s kar tako dobrimi grifi. Pač daljše so boljše so, čeprav se pa tudi navajam zdaj na krajše, ampak se pa trudim, da bi pa lahko plezal vse, dolge, kratke, težke, lahke, vse, kar že glih pride pod roko. Si tudi edini Slovenec, ki si preplezal na pogled 8B+, oziroma še več smeri z oceno 8B+. Kaj pravzaprav pomeni na pogled splezati neko smer? To je tako, da greš v smer brez informacij, prideš tja, daš trik dol, se navežeš, plezalke gor in jo splezaš, brez da kdo kaj pove, v prvem poskusu, brez da padeš vmes. Pa tako, ostali ponavadi ne sprobavajo kaj veliko plezati na pogled ali pa zelo počasi hočejo dvigniti nivo,
kar pa meni v bistvu ni šlo, da bi še počasi sem šel kar na brzino naprej. Kako da ti ravno ta stil plezanja tako paše? Stok se lahko najbolj sprostiš, če padeš, nič ne izgubiš, ker če eno smer študiraš, ti gre počasi že na živce. Tukaj se pa počasi prestavaš v drugo smer, pa je spet vse znova, v bistvu več lahko plezaš. Dolgih padcev te ni strah, pravzaprav v njih celo uživaš. Je mogoče zato eden od tvojih hobijev tudi skakanje z mostu oziroma z mostov in mogoče, če lahko razložiš, za kakšen hobi sploh gre. Ja, padcev zmeraj uživam. Ponavadi, če ne zlezem, upam, da bom vsaj letel tam na 20 metrov. Vsaj to, da dobim, če že ne preplezane smeri. Ta hobi, skakanje z mostu, to pa pač se navežemo na štrik, pa skočeš dol, ta prvo 20 metrov približno letiš naravnost, imaš prostega pada, pa zanihaš še 80 metrov, kaj je daleč. Za varnost je pa seveda poskrbljeno, ne? Ja, seveda se obvladam vso to vrno tehniko, že toliko cajta plezam, sem tudi pač inštruktor, zdaj bom trener in poznam vso vrno tehniko, vse vozle, vse je dvojno, vsi štriki so dvojno prefiksiran, preverjam vse 3-krat, če treba, tako da ni variante, da bi bilo kaj narobe. Koliko je pa na to, da si se začel ukvarjati s športnim plezanjem, vplival starejši brat Klemen? Zelo veliko se z njim smo v bistvu začeli plezati, najprej po Starem gradu gor, po nek skalah, razvalinah, tako da pa še v bistvu šol malo po ta velik sten, počasi se je začeli. Koliko ti pa v teh letih, ko se plezalsko še gradiš, pomagajo skupni treningi s starejšim bratom? Pomagajo seveda zelo veliko, zdaj je bil tudi moj trener že par let, vmes je bil tudi že malo, tako zelo pomaga, ima zelo veliko izkušenj, da kaj pametnega lahko pove. Kljub svoji mladosti že 3 leta tekmuješ tudi v članskih kategorijah. Je tvoj pristop do članskih tekem kaj drugačen kot do mladinskih? Vsi v bistvu tekme imamo iste, smeri so iste, tako da ker je zelo malo mladincev pa članov, so vse združili skupaj. Tako da je vse isto. Ni razlike. Kot sem opazil, si znate treninge narediti tudi zelo zabavne. Kako drugače potekajo? Potekajo zelo enako, so drugače zelo resni, ampak se pa včasih zanalaš malo pade, da se navadimo padati, da se ne bojimo na tekmah, pa da se varovalec nauči varovati, pravila nastaviti tistega plezalca. Da pa je še kdaj, še kakšne druge zafrkance, malo kakšne naročkanje, samo po rokah se pleza, je zabavno tudi. Kateri rezultat je več pomeni? Biti prvi med mladinci ali tretji med člani? Drugače, mečkaj več mogoče pomeni tretji par članih, ampak še vse največji pa tisti cilj, da bi premagal vrata. Tudi če sem 20, ampak če sem pred njemu, je to odlično. Kakšen tip smeri v naravnih stenah pa drugače tebi najbolj odgovarja? Najraje plezam mečkam previsne plate, niso čisto vertikalne, lahko so tudi previsi, so mi tudi zelo v redu, kakšni dolgi gibi so zelo zabavni. Najraje pa drugače plezam na pogled. Zelo pohvalno je, da oba z bratom trenirata tudi mlajše športne plezalce. Kaj jih lahko naučite? Lahko povejo veliko izkušenj, kako tehniko plezanja, vse noči, jaz jih učim pa razne stvari, od varvana, vse pač izkušnje iz tekem, tiste so najbolj bistvene, pa dolgoletnega plezanja imam nekaj izkušenj že, tako da lahko jih veliko naučim. A lahko drugače čez nekaj let pričakujemo, da bo šel po sledeh Martine Čufar in začel plezati tudi dolge smeri? Jah, po mojem bom, ker zdaj grem že polet, grem v Francijo, bom šel ene poči plezati gor v Šamoniju na en ledenik. Tako da se zna narediti, da bom šel tudi v Ameriko kaj pogledati, kaj se tam dogaja, kako mi gre, kakšen ta način plezanja, koliko meni odgovarja, pa koliko se ga da naučiti. Ampak bomo videli, če kakšen let, 2, mogoče 3, kaj vem. Kako bo drugače v nadaljevanju potekala tvoja letošnja sezona, plezalska sezona? Zdaj v nedeljo grem v Francijo,
Pa tam imam en rock trip, potem grem na boulder tekmo, pa imam Chamonix, težavnost tekmo, pa imam Master Sver Chevalierju, vmes grem plezat še na ledenik, pa na Majorko poj, na Deepwater solo, to je tako, ko plezaš nad vodo, padeš dol, pa se malo kopaš, splavaš ven, pa še malo v Italijo plezat nazaj grede. Tako da bom konec avgusta približen doma, pa se pa že začne drug del tekmovalne sezone, ko imamo pa tudi skoraj vsak vikend nekaj zaseden tekme, državnega prvenstva, svetovno, vse.